Težave v Nemčiji so izhajale predvsem zaradi izpada predvidene proizvodnje iz vetra in prevelike odvisnosti od vetra. Po drugi strani pa je bila poraba električne energije pri visokih temperaturah izrazito visoka. Zato smo prejšnji teden ponedeljek obratovali z vsemi kapacitetami, torek z 100 MW in pa še ta ponedeljek z 100 MW za Nemčijo, kar je seveda 10% slovenske proizvodne oziroma do 30% slovenske možne proizvodne. Gre za velike kapacitete, kar kaže na to, da so bile potrebe izredno visoke. Cene so porasle do preko 1000 evrov. Če rečemo, da so normalne cene 50 evrov na megavatno uro, so porasle preko 1000 evrov v določenih urnih blokih, kar pomeni, da je pravzaprav šlo za zelo blizu možnega razpada nemškega energetskega sistema. V Sloveniji imamo rezerve za pol nuklearke, kar je 350 MW, in v tistem času, ko smo pomagali Nemčiji, nismo imeli svoje rezerve, pojasnjuje Novšak. Zato seveda si želimo, da so energetske politike Evrope take, da si vsak zagotavlja te rezerve tako, da ne bo potrebe po pomoči, ker s tem se pravzaprav zmanjšuje zanesljivost delovanja celotnega energetskega sistema. V Združenih državah Amerike, natančneje v Kaliforniji, so ravno z energetsko politiko s prevelikim deležem nepredvidljivih obnovljivih virov zapostavili rezerve, zato se v tem času soočajo z redukcijami električne energije, še dodaja Novšak.